Pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer ocenjujemo kriptoprojekte. In tokrat se je po vašem izboru na tapeti znašel AVR. Nazadnje, ko smo na CryptoPulse Live vprašali, kateri kovanec bi vi najraje, da ga ocenimo, so se komentarji dobesedno usuli za AVR. Tako da tukaj zdaj je naša raziskava in pa video in poglejmo si, kaj smo našli. Zdaj, AVR ni kaj dosti znanega o tem kovancu, kot le to, da se gre za meme-coin, torej hec, štos. Ampak za meme-coin se po mojem mnenju ta kovanec oziroma kripto malo preveč resno nosi in cilja tudi na upokojitev, kar ni štos. Zdaj, v ozadju tega projekta je tale človek, ki se predstavlja z imenom Chris in to je tudi vse, kar vemo o njemu. Sem res iskal na dolgo in široko in praktično ni nobenih informacij o njem, tako da je taka neznanka kot tudi sam kovanec. Zdaj, naj bi imel tudi ozadje v razvoju, ampak ko pogledam spletno stran za AVR, se mi zdi na prvi pogled se mi je takoj tale stran izgledala izredno amaterska in kot sem potem tudi kasneje ugotovil, sem imel prav zaradi tega, ker ta stran je narejena na Wix platformi. To pa kot morda nekateri izmed vas veste, je platforma, kjer lahko greš in enostavno narediš svojo spletno stran, enostavno daš par elementov skupaj in imaš narejeno spletno stran. In seveda rezultat je tukaj tudi očiten. Ni nobenih pravih informacij, kako naj bi tale žeton sploh zagotovil upokojitev. Je ogromno nekih obljub in velikih besed. Tako da jaz imam svoje mnenje o tem, ampak vsekakor nisem na mestu, da bi ljudem govoril, kam naj dajo svoj denar. Pojdimo na oceno. In imamo prvo sekcijo, kjer imamo pregled projekta, jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo, jasnost bele knjige. Ja, to sem pozabil. Bele knjige oziroma white paperja ta projekt sploh nima. Ima samo tole spletno stran. Tako da v tej prvi sekciji dobi nič od možnih 15 točk, ker enostavno ni nekih informacij. Tudi naslednja sekcija, ekipa in podpora. Ni nobenih podatkov. Kot smo videli, v ozadju je Chris, ki se predstavlja samo svojim prvim imenom, ni nobenih drugih podatkov, tako da se ne da niti preiskati zadeve. Tako da, ja, tukaj je skoraj da isto kot anonimna in neizkušena ekipa. Financiranje in podpora, tudi tukaj ni nobenih podatkov, kar se tiče tega. Tako da tudi tukaj v drugi sekciji, ekipa in podpora, dobi nič od vseh možnih 15 točk. Naprej imamo tretjo sekcijo, blockchain in žeton. Zdaj, uporaba blockchaina, ne vem, zakaj bi se za to stvar uporabljalo blockchain, oziroma niti ni kaj obrazloženo na spletni strani, zakaj bi bilo dobro, da se uporablja blockchain v tem projektu. Potem tudi uporabnost žetona, ni neke prave uporabnosti za žeton. Konec koncev se gre za meme-coin, to je treba upoštevati. Tako da tretja sekcija, blockchain in žeton, oziroma to je tudi nič od vseh možnih 10 točk. Potem imamo napredek in cilji. Tukaj pogledamo, če so kaj obljubljali, kako kaj delajo na teh obljubah, kaj so izpolnili
In tukaj v bistvu ni nobenega drugega obveščanja kot le preko Twitterja, kolikor sem opazil, pa preko YouTuba, tako da nimajo niti nobenega bloga. Tako da tudi za tukaj, za to 4. sekcijo napredek in cilji dobijo 0 točk. Ja, v bistvu je tudi to kar moteče, ker obljubljajo neko upokojitev, ampak nič ne obrazložijo, kako bodo tole dosegli. Zdaj, z nabiranjem skupnosti, meni se mi ne zdi to nekako dovolj. Ok, pojdimo naprej na tehnično analizo. Tukaj imamo graf napram dolarju, zdaj to je kar svež kovanec, ni neke zgodovine, tako da je tudi kar težko napovedati. Zdaj, očitno imamo tukaj gor nekole trend linijo, ampak ja, zna biti, da smo jo izgubili, ampak to je še za vedeti. Kot sem rekel, ni neke zgodovine, tako da se ne da niti kakšnih črt potegniti, oziroma niti ni priporočljivo trenutno. Zdaj, če damo morda kakšen indikator, dajmo RSI, lahko vidimo tukaj, ja, imamo neko skrito bikovsko divergenco, zaenkrat lahko rečemo, da je trend navzgor. Zdaj imamo tudi skrito bikovsko divergenco, kar lahko nakazuje na nadaljevanje rasti. Tukaj imamo dno in pa nižje dno pri RSI, medtem ko tukaj pa imamo dno in pa višje dno, ampak tukaj moramo še potrditi, če je tole dejansko dno. Malček me morda moti tudi to, da smo naredili nižji vrh, ampak to je še vse za vedeti, konec koncev se gre za altcoin, memecoin. Ja, lahko pride do eksplozivne rasti, lahko pride tudi do eksplozivnega spusta, tako da tukaj je še vse za vedeti. Zdaj, kar se tiče menjalnic, imamo ga na decentraliziranih menjalnicah, volumen tudi, ja, 658 tisoč, ja, to je v bistvu kar mali volumen, ampak dajmo reči, da je zmeren tako za decentralizirane menjalnice. Tako da pri tehnični analizi dobi vsega skupaj 9 točk od 15. Naprej imamo sentiment, kakšno je sodelovanje skupnosti in kakšna je adopcija uporabnikov in tipičen vlagatelj. Zdaj, če pogledamo tukaj spet na njihovi spletni strani, ponavadi so povezave na socialna omrežja tukaj od spodaj. In gremo na X, lahko vidimo, da imajo trenutno 2800 sledilcev, kar je trenutno kar malo. Tako da zaenkrat je zmirno sodelovanje z nekaj aktivnimi sledilci. Kar se pa tiče adopcije uporabnikov, pa enostavno nimamo podatkov. Tudi ne vem, kaj bi bilo, kar se tiče adopcije, kot pač nabiranje skupnosti. Tako da, ja, sej to je tudi nekako cilj meme kovancev. Zdaj, Certik varnostno preverjanje, kolikor sem preverjal Certik, tukaj tale kripto niti ni listan, tako da praktično nimamo podatkov, kar se tiče tega. In potem lahko tudi sklepamo, da enostavno ni revizije Certik, seveda. In na podlagi tega pač dobi tudi 0 točk od 25 možnih točk. Tako da končna ocena tegale kripta AVR je 12 od 100. Zelo nizka ocena, kar ga uvršča v kategorijo
tvegano, resni pomisleki. Zdaj, kot smo že večkrat rekli, v meme coinih se lahko skrivajo razne priložnosti. Ampak pri tem je treba biti previden in v take stvari, če se že karkoli kaj vlaga, se vlaga samo drobiž, torej dejansko denar, ki se ga lahko pogreša. Nikakor pa ne kakšnih svojih življenjskih prihrankov. Zdaj, to je meme coin kot pač meme coin. Problem, ki sem ga izpostavil, pa je, da se nosi precej resno. Nič ne obrazložijo, kako trditev naj bi bila, vsi upokojeni do 2030, nič pa ne obrazložijo, kako bodo tole dosegli. Zdaj, ali morda računajo na adopcijo institucionalnih investitorjev, kar se meni zdi bolj malo verjetno. Ampak bomo videli, kako bo šlo naprej. Kaj vi menite o tej raziskavi, napišite spodaj pod komentarji. Seveda, veseli bomo tudi priporočil za druge kovance, tako da tudi to, kar napišite spodaj. Priporočamo se za kakšen všeček in seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naše naslednje raziskave. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam. Želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau.